Pozdravljeni, sem Petra Krnc-Laznik, diplomirana literarna komparativistka in novinarka. Med študijem sem svojo poklicno pot videla med knjigami in v gledališču. A rdeča lučka, najprej v radijskem, kasneje tudi v televizijskem studiu, je bila močnejša. Po nekaj letih dela v medijih sem izbrala delo za medije. Začela sem soustvarjati zgodbe, jih posredovati različnim medijskim hišam, soustvarjati podobe ljudi in organizacij. Odnosi z javnostmi, organizacija in povezovanje prireditev ter kreativno pisanje so tako že več kot desetletje moja velika ljubezen in hkrati tudi priložnost. Nekaj svojih izkušenj vam bom posredovala v kratkih video nasvetih, s katerimi lahko po tem enoletnem premoru izboljšate organizacijo prireditve, komunikacijo z mediji in vaš nastop pred kakršnim koli mikrofonom. Video nasvete pripravljamo z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Trebnje, da bi vam omogočili lažji začetek po premoru, enostavnejšo organizacijo dogodka in smiselno komunikacijo z mediji. Poglejte si nasvete, naj vas vodijo pri prireditvah, ki jih imate v načrtu, pri napovedanih govorih, pri radovednih novinarjih. Če pa imate kakšno vprašanje, ga seveda lahko posredujete. Kaj vas torej čaka? V video nasvetu z naslovom Organizacija dogodka boste spoznali 5 nasvetov za upravljanje dogodka. Pomembni so čas, kraj in vsebina dogodka, natančno opredeljena ciljna skupina, jasna finančna konstrukcija, opredelitev in razdelitev posameznih nalog ter seveda obveščanje medijev in javnosti. V video nasvetu z naslovom Komunikacija z mediji boste spoznali, da najboljše vabilo vsebuje osnovne informacije o dogodku, kje, kdaj in kaj se bo zgodilo ter kdo bodo nosilci dogajanja. Po dogodku pa pripravite poročilo, sporočilo za javnost, ki mora biti sestavljeno iz naslova, uvoda, jedra in zaključka. Priložene pa naj mu bodo tudi ustrezne fotografije, primerne resolucije za objavo vsaj na spletnih straneh izbranega medija. V video nasvetu z naslovom Pred novinarjevim mikrofonom se bomo ustavili pri pomembnih vidikih podajanja izjave, ne glede na to novinar, katere medijske hiše stoji pred vami. Posebej se bomo ustavili pred televizijskim mikrofonom, kjer moramo še toliko bolj poskrbeti za usklajen videz in vsebino. Pred kamero vedno pridemo ustrezno naličeni in urejeni, za vsebino pa je pomembno, da čim prej ponotranjimo misel. Manj je več. Običajno novinarje zanimajo povod, namen in pričakovanja, ocena dogodka in pomen naložbe ter načrti za naprej. V video nasvetu z naslovom Na odru nas čaka nekaj namigov o tem, kako s svojim govorom pustiti vtis. Pomembno je, da veste, kdaj se začne vaš nastop in kako se zanj obleči, govor pa mora biti strukturiran, misli strnjene in argumentirane, povezati se morate s poslušalci. Vsebina govora je seveda odvisna od tega, ali ste organizator dogodka ali vabljeni govorec, dolžina pa od navodil organizatorja prireditve. Posebej aktualen je video nasvet videokonferenca. Zaradi pandemije so videokonference namreč del našega vsakdana. Da se bomo pokazali v najboljši luči, moramo biti pozorni na postavitev v prostoru, izbiro ozadja, višino kamere in videz, da bo lahko najbolj do izraza prišla vsebina. Prav pa pride tudi osnovno poznavanje pravil oziroma bontona tudi na virtualnih srečanjih. Kadarkoli imate poslušalca, četudi je to vaš otrok, partner, sodelavec, kadarkoli torej nagovarjate sočloveka, naj bodo vaše besede jasne, misli jedrnate. Z nekaj vaje in s pomočjo uporabnih nasvetov pa lahko postanete samozavesten govorec v vsaki situaciji. Seveda se o vsem lahko pogovorimo tudi v živo. Z veseljem vam svetujem in pomagam, da vaš dogodek zasije, da postanete boljši govorec. Ljubezen do jezika, prilagodljivost posameznim željam, dolgoletne izkušnje in hitra odzivnost zagotavljajo, da skupaj lahko pišemo dobre zgodbe. Vedno. Vsekakor pa vabljeni k ogledu video nasvetov. In bodite lepo.